Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa vsi skupaj dobrodošli v Uri resnice. Danes sta z menoj Boštjan M. Turk in pa Peter Jančič, da sta stalna komentatorja. Imamo pa dve zanimivi temi in sicer zasebne posle Roberta Goloba. Tukaj je prišlo do nekaj v tem času, v nekaj zadnjih dneh, do nekaj zanimivih odkritij in pa najnovejšo dogajanje okoli medijskega zakona, ki zdaj očitno prihaja na sejo Državnega zbora in bo seveda v kratkem tudi najverjetneje v takšni obliki, kot je zdaj na koncu nastal, tudi sprejet. Ampak zdaj, če gremo te zasebne posle Roberta Goloba, Peter, ti si zadnjič odkril neko zanimivo zadevo, ne? In sicer da njegovo zasebno podjetje, Star Solar d.o.o., preko katerega Robert Golob posluje izključno z državo, ne, oziroma z državno družbo Borzen, ki je mimogrede vlada skupščina, Robert Golob je predsednik skupščine. Za direktorico pa je nastavil svojo nekdanjo sodelavko Kertovo, ki je bila... Državno sekretarko, iz kabineta, ne, tako. Ja, ki je bila tudi, ki ni zaposlena. Ne, ti gojiš o Bozenu, ne? Jaz govorim o Star Solarju. Ja, ne govorim o Bozenu. Ja. No, skratka, sedež tega podjetja je pa pred časom prestavil v Ljubljano na Trubarjevo 22, ne? Kjer domuje, v nekem stanovanju, ki je sicer namenjeno oddajanju turistov preko Bookinga. Drži? Ja, to me je zdaj bralka opozorila, ki je dobila iz sodnega registra izpise, ker pač ne moreš registrirati selitve, če ne da lastnik soglasja, in na sodišču obstaja soglasje lastnice dela pač te stavbe, ki ima v lasti 22 metrov veliko garsonjero. Zdaj, če pojasnimo ljudem, verjetno je premier sedež podjetja preselil zgolj fiktivno, da je znižal stroške iz nekih poslovnih prostorov, ki jih je imel prej najetih v Novi Gorici. Zdaj sem ta gospa, ki oddaja to garsonjero, vsaj zdi se, da jo oddaja, no je tudi računovodkinja in najbrž je v ozadju, tam ne poslujejo po mojem dejansko, ampak so zgolj pač fiktivno prijavljeni z minimalnimi stroški, da je znižal stroške. Ne. To jaz razumem. Če bi to naredila ti, jaz ali pa Boštjan M. Turk, ne. Je pa nenavadno, da to počne predsednik vlade, ne. To se mi zdi, bom rekel, ne vem, kako da bi na to gledati, ampak meni se zdi to res neverjetno, da predsednik vlade, itak je nenavadno, da je lastnik zasebnega podjetja, itak je nenavadno, da posluje direktno z državo. To podjetje ima letno tam nekje med 200 in 300 tisoč evrov prihodkov, da ga ima na nekem naslovu, za katerega ugotavljamo, da je pravzaprav fiktiven. Ne? To je glavni problem Slovenije, ne, ki ga niso mogli, recimo, da če se vrnem na ta obisk evropskih poslancev, ki ga je organizirala Romana Tomc, jaz sem v njem sodeloval in sem ponedeljek, to videl. Minuli ponedeljek. Ja, minuli ponedeljek, sem videl pač, kako ti ljudje enostavno ne morejo razumeti, da pri nas nadzorne institucije, med katere štejemo, se pravi, od Komisije za preprečevanje korupcije, potem informacijskega pooblaščenca in tako naprej, do medijev, ne upravljajo svoje funkcije, oziroma da ni pritožbene instance, kamor bi se lahko človek pritožil, ker to je pač za Evropo nemogoče. Recimo, njim je nemogoče razumeti, da je pravkar, se pravi, informacijski pooblaščenec ocenil pismo Zorana Jankovića, njegovemu srbskemu prijatelju, ajde v navednicah, Aleksandru Vučiću, ki je bilo pač seveda poslano na meddržavni relaciji, kot neko privatno zadevo in da ni treba, da se v to beza. In tega recimo v Evropi ne morejo razumeti. In tudi ne morejo razumeti, kako da si lahko Golob vse te stvari privošči si jih pa zato, ker so pač naše nadzorne institucije mrtve, ker so uzurpirane, zato ker jaz to stalno ponavljam, naš največji problem Slovenije je, da mi nimamo nadzornih institucij, začenši in končavši z, bi rekel, ustavnim sodiščem, ki bi mogla biti ključna nadzorna institucija za vse anomalije v sodstvu. Mi imamo politične institucije. Politika, samo ena politika, tranzicijska transmisija tega, kar se imenuje pač pri nas tranzicijsko ozadje, Milan Kučan, jih je prevzela in to je neverjetno. In zato si Golob lahko vse dovoli. Ampak zdaj nekaj, samo zdaj Goloba, zdaj Peter pa Boštjan, zdaj imamo predsednika vlade, kot smo že rekli, ki ima zasebno podjetje, ki posluje državo. Potem imamo predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je ostala večinska lastnica svoje odvetniške pisarne, ki prav tako, to je vidno iz ERA, še vedno posluje državo. Ne? Potem imamo predsednika ustavnega sodišča, Roka Čeferina, ki je ostal solastnik odvetniške pisarne Čeferin in hkrati ta odvetniška pisarna prav tako posluje državo oziroma z državnimi institucijami, recimo konkretno RTVM. Jaz mislim, ampak ne me držati za besedo, oziroma se me lahko drži za besedo, jaz mislim, da ni dobene države v Evropski uniji, ki bi imela takšno stanje. Kaj je pa najbolj problematično, je pa to morda celo res pa nas še vedno zakonito, ne vem.
Ne, ni. Bizarno je pa potem to, ne, da ko pa nek ustavni sodnik odpre SP za dejansko poučevanje visokošolstva in tam nima nobenega prometa praktično, ne, pa grejo na hitro spremeniti zakon o ustavnem sodišču, zato da bi ga javno diskreditirali. Češ, da je zaslužkar. Ne. Ob tem, da smo v položaju, v katerem smo, ne, ko pa dejansko nam vladajo ljudje, ki imajo na nek način so v nekem zelo spornem položaju. Če pogledamo primera, ne, on je bil direktor državnega podjetja, ki trguje z elektriko, ki je zelo ki je spodbujalo tudi rabo solarnih teh panelov, pa tega, ne, in je sporedno ob tem podjetju, kjer je dobival plačo, daleč so omejitve, ki jih je določil zakon, pa nagrado, ne, preko soproge naredil neko podjetje, to je ta Star Solar, ki je nastal iz nekega drugega podjetja prej, ne, ki bi to dejansko lahko državno podjetje upravljalo. To je konkurenčno, pa res sporno. No? Ne, da sam sebi tako rekoč konkuriraš na istem področju. Ne. To, kar zdaj zdravnikom prepovedujejo, to je naš premier, tipičen primer tega. Ne. On je v bistvu prva dvoživka v državi. Glup, in najhujša. Najhujša druga je pa Montaša Pecmusa, tretja pa Rokči Fejl. Dejansko je svojemu lastnemu podjetju konkuriral zato, da je fajn družinsko zaslužil. No, najprej je bilo to vlasti njegove soproge. To bi še rekel, mora biti razlog zdaj za te zaplete, za selitvijo Star Solarja v Ljubljano, tudi ta zasebna drama, ko se je ločil. Ne? On zdaj ni več lastnik hiše, kamor bi lahko načeloma, ker bi lahko brez težav registriral to podjetje, ne, ker je to prepustil bivši soprogi, čeprav razumem, v Ljubljani živi v najetem stanovanju, tam spet ne moreš registrirati, to je nerodno, ne rabiš soglasje lastnika, ne mogoče zato iskal to stran pot. Ne? No zdaj, ko smo pri teh najemninah, ne pa pri teh naslovih, ne, jaz sem več, da sem že pred časom, mislim, da že 2 ali 3 mesece od tega, poslal vprašanje v kabinet predsednika vlade, na kakšen način on plačuje tisto najemnino, ne, za katero so pač mediji pisali, da je 4500 € mesečno, kar je ogromno. Ne. To ni tako malo. Ali to plačuje on osebno iz lastnega žepa, ali to plačuje njegovo podjetje, ker potem bi šlo za vprašanje te bonitet in dohodnine in podobnih stvari, ampak nisem dobil nobenega odgovora. Tudi nisem dobil odgovora na vprašanje, kje je pravzaprav uradno prijavljen Golob, kje on stanuje. Ker zdaj v medijih se je pojavilo že par različnih naslovov, kjer naj bi bilo njegovo stalno bivališče in tudi tukaj recimo Golob molči. Zakaj on v bistvu te stvari prikriva? Potem slovi že od začetka, še z genija, da preprosto ne zavrača odgovorne vprašanje in imamo takšno ureditev, da ga ne moreš prisiliti. Imamo izjemno slabo ureditev za novinarje, imamo slabe novinarske organizacije, ki nič ne delajo na tem področju, se ta medijski zakon zdaj sam še nadaljevanje tega, ne. In si to dejansko lahko privošči, ne, in na ta način uspeva. Ampak ali to, Peter, ne navadno, da predsednik vlade noče povedati, kje stanuje? Ja, vse se že bolj... Pri njem je vse nenavadno, ne, začenši s tem, on je na politično sceno stopil s tem, da obstaja Robert Golob, ki je odprl račun v Romuniji in je potem on, ta Robert Golob, drugi je to zanikal, da je Robert Golob odprl račun. Jaz sem to gledal na N1, ne. To je bilo neverjetno. On je tedaj pred volitvami obljubil, da bo to tožil, da bo ovadil, da bo prišel temu do dna in sicer je rekel, da mu na vseh instancah in je rekel, da mu na Raiffeisen Romunija ne pustijo oziroma ne dovolijo, ne dajo informacije o tem, kdo da je to odprl. Ob tem, da se potem, če pogledaš pa protokole Raiffeisen, oziroma so protokoli pač Evropske unije, kako odpiraš ti transakcijski račun, so pa ti protokoli taki, da se moraš absolutno, se pravi, moraš dokazati in potrditi in overoviti, če hočete svojo identiteto. In je to nemogoče, da bi Robert Golob odprl transakcijski račun v Raiffeisen Bank, ne da bi Robert Golob za to vedel. To, kar nas on prepričuje, razen če sta dva Roberta Goloba, ki sta v neki projekciji, v nekem ogledalu, če Robert Golob stoji pred ogledalom, recimo sta dva, eden v ogledalu in eden tam, pa drugače je to pač, to je čista potegavščina in neverjetno, kako je to, kar Peter pravi, ne, mislim, novinarji, ja, seveda, ampak se novinarjev, koliko nas pa je? Mislim, koliko pa je novinarjev? Tu sta zdaj v bistvu dva, pa še nekdo, ki je publicist, a ne, mislim, mi sploh novinarstva nimamo, mi nimamo temeljne novinarske institucije, kajti to, kar se gre neke vrste novinarstvo, ne, to ni, ne, recimo, še enkrat ustrajam, ne, Janez Markeš, ne, oprostite, kateri Janez Markeš, kot Robert Golob, kateri Janez Markeš je zdaj pravi Janez Markeš? Ali tisti Janez Markeš, ki je svoja stališča priobčeval v Magu, in vemo, kaj je priobčeval, pa potem je bil povzet v Družini, ali tisti Janez Markeš, ki je svoja
stališča preučeval v delu v prvi polovici leta 2007 ali tisti Janez Markeš od druge polovice leta 2007 do danes, kateri Janez Markeš je pravi, kateri Robert Golob je pravi, ali tisti, ki odpira račun transakcijski v Raiffeisen banke v Romuniji, ali tisti, ki za N1 trdi, da tega ni nikoli storil in da to preučuje. Prosim, dajte povedati. Jaz bi to nemoč na nek drug bolj s konkretnim primerom še pokazal, ki nadgradi to, kar si rekel. Ne? Jaz sem vlado vprašal enostavno, kak vpliv so imele spremenjene... Vlado ali kabinet? Vlado, kabinet premiera. No? Vprašal, kak vpliv so imele spremenjene omrežnine, ne? Ker so se zelo spremenile na poslovanje Star Solarja, ki je v lasti premiera, ne? Da bi videli, ali to vpliva, ne? Na njegovo odločanje kot premiera, ker gre za njegovo podjetje, lahko da bi ga nekaj stalo dosti, lahko da ne vemo. Ne? In z kabineta premiera so mi odgovorili na vprašanje, posredujem Star Solarju, to je podjetje, ki je v lasti premiera. Ne? Jaz sem bil pripričan, da se zmenim, da bo pač Star Solar odgovoril. Sem to vprašanje poslal Star Solarju, od takrat ni bilo odgovora. Zdaj, zakaj je to problematično? In da bi mediji morali biti tu pozorni in zahtevati odgovore. Ne? Ker če bi dejansko imelo velik vpliv, ne? Potem bi se premier moral izločiti na enak način, ne? Kot pri konfliktu interesov nek ustavni sodnik ali pa vsi ti, o katerih smo prej govorili. Ne? Sej predsednik ustavnega sodišča še celo je izločil pri RTV Slovenija. Ja, ampak še na to, ko je bilo pač... Ne, ustavna sodnica iz Mirovnega inštituta se je pozabila. Ampak je nekaj zamujo z izločitvijo, no? Takrat se spomnim, ker še Gregorčič to opozarjajo. Ampak mediji niso nič dodatno zahtevali, njih to nič ne zanima. Ne? On je kot neke vrste sveta krava, za katerega pravila ne veljajo, niti ne odgovarja. Ne? To se mi zdi strašljivo in pravilno opozarjaš, ne? Da je na nek način moramo mi ljudi pač opozoriti več, kot to ne moramo. Jaz samo en medklic na Petra, samo neki, dajmo mi zamenjati Robert Golob, pa pustimo Star Solar, pa Robert Golob zamenjamo z Janez Janša, pa predsednik vlade, pa da ima Janez Janša, pa pustimo Star Solar, pa da se Janez Janša v odnosu do vlade in do Star Solarja vede na enak način, kot Robert Golob. Evropska komisija, ne poslanci, bi zasedala v Ljubljani. Ne? In to pomeni, ali pa kjerkoli v Evropi bi to bilo, ne? Recimo, da ima Andrej Plenković, recimo v našem najbližjem sosedstvu, da ima tako podjetje in tako deluje. Ne? Hočem reči, to pomeni, da je z našo nadzornimi institucijami naše države nekaj v temelju narobe, da so klinično mrtve. Še bolje pa narobe to, da je tak in taka plast volivcev klinično mrtva, da jih to sploh ne zanima, da jih to, ker to se bo naslednjič zgodilo, kot Schindlerjev seznam, ko so prišli po tega, sem bil ti, ko so prišli po tega, sem bil ti, ko so prišli po mene, ni bilo pa več nikogar, da bi nekaj rekel. Ko bodo prišli po tistega od volivcev, ki ga to ne zanima, ki lahko mirno živi brez tega, pa ne bo več nikogar, da bi rekel, da se pa njemu nekaj dogaja. Ne? To je recimo, in tle Slovenija postaja nek neverjeten unikum. No? Sej, Peter pa Boštjano, mislim, meni je bilo takrat v bistvu najbolj fascinantno v tej zgodbi s to krajo identitete domnevno. Ne? Ko se je pa začelo, ne? Golob je, recimo, to oba veva, no? Oziroma vsi vemo, je pač rekel, da je nekdo v njegovem imenu, oziroma mu je gradil identiteto in odprl transakcijski račun Raiffeisen banke v neki zakotni vasici v Romuniji. Kasneje se je pa to izkazalo, da je to bilo v središču Budimpešte, oziroma Bukarešte, in to, Bukarešte, ne? In to 100 ali 200 metrov stran od podružnice GNI, ampak nihče od novinarjev, pa mogoče samo jaz, pa ti, nihče od novinarjev ni zapopadel take, bom rekel, laži, ki bi v bistvu Goloba mogla odplakniti iz volilne kampanje. Nihče. Se dogajanje je bilo še bolj bizarno. Ne? V bistvu je Golob najprej, ko so, mislim, da na planetu... Mislim, ker to daleč presega neke običajne politične laži, pa neke obljube, pa tako dalje. Objavili zgodbo o tem, da bi naj pač na Balkanu na sporne načine posloval, je ne, da bi ga kdo k temu silil pač rekel, da to absolutno nič ni res, ker on ima nobenega računa v tujini odprtega. Pa ga nobeni silo, da bi moral, pa mu učitev, da ima račun. Ne? In takrat sem jaz potem na Siolu napisal, da pa jaz gospodu primeru čist nič ne verjamem, ker ima račun v tujini in to na Raiffeisen. Potem se pa je pojavilo, nenadoma ni odgovoril meni, ne, ali pa Siolu, ki smo pisali to, da to ni res, kar govori, ampak so nenadoma v služni intervju mu dali na delu, kjer je pa on pojasnil,
Da pa je to res, da je bil tam nek račun odprt, da je on to ugotovil, ampak da je to nekdo drug odprl, ampak to že dosti let nazaj se je pol pokazalo, ne, in ne v zakotnem mestu, pa tam, ne, in na ta način je neko PR zgodbo odpeljal, ne. Tako da včasih se on vendarle odzove, ko je res kritičen, ker takrat je bilo pred volitvami, ampak ne na ta normalen način, da bi odgovarjal kritiku tistemu, ki je neko zgodbo odprl, ampak najde svoje novinarje, ne tako kot te necenzurirane, recimo, za katere se tudi že pred volitvami pokazalo, da jih je plačeval ob tem, da so bili v državnih službah nacionalni to je šlo brez in tudi tam ni bil pripravljen nič pojasniti, ne, je kar tiho, ne. Ampak zakaj Peter to, kar Boštjan opozarja, zakaj grejo v novinarski sceni, pa po koncu tudi v javnosti, mislim, kakšna je to profesionalna digniteta, pa recimo mentaliteta ljudi, da grejo take laži popolnoma mimo, no? Medije je oblasti uspelo v veliki meri slovenske, ki so bili nekoč močni, relativno nekoga strašno, no, vse smo z neke socialistične tradicije in zato že šibki, ne, zmled v veliki meri. Danes ni medijev, ki bi bili res močni in pokončni. Vsi so bolj ali manj pač podrejeni nekim lastniškim interesom, ne. Ja, recimo, če gledamo Delo, največja tiskana hiša, ljudje, ki me včasih kličejo, pa pišejo, pravijo, da pa vendarle se stvari premaknejo šele, ko je v medijih, ne? Ko se nekaj upozorijo mediji. Tukaj fascinira, zakaj mediji na to recimo niso opozarjali. Temeljni problem je to, da bi to moralo biti, če bi jaz o tem odločil, bi to moralo biti zakonsko urejeno, namreč prvič preglednost lastništva in drugič lastniki medijev so lahko samo tisti, ki jih ustvarjajo. Pač če bi bil lastnik medija tisti, ki medij ustvarja, potem imate vi kontinuiteto, ki gre od tega, kar se v resnici zgodi, do gledalca, bralca, karkoli. Če imate pa vi neko drugo instanco in da je lastnik medijev nekdo, ki medija ne ustvarja, potem imate pa vi sekundaren interes, ki pa z mediji nima ničesar. Ne, zdaj imamo glavne pri teh večjih medijih imamo situacijo, kjer v bistvu lastniki, osnovni posel lastnikov medijev ni medijski posel, ampak imajo čisto neke druge polovica medijev, pa zaposlenih novinarjev pa je neposredno v lasti države, RTV Slovenija, STA, Siol.net. To je pa še dodatno, ki ga nimamo, ne. To ni trg v resnici, to je. No, vem, tam veljajo pa drugi, seveda se pa vsi vemo, da RTV recimo pa stalno krši in tudi recimo to, kar si ti pisal v Siolu, ne, da Crnković zdaj oglaša tam svoje kolumne oziroma da piše, pa se to je neverjetno take zlorabe, bi rekel, javnega Črnčec. No, ker tudi lahko bi Crnković, ja. Pa ne, vse isto, princip je isti, vse ostalo so nijanse, tle imena samo zamenjamo. To je zelo zanimivo v resnici, ne. Če lahko samo končam. In za RTV itak vemo, ker sem rekel, ne, da je to pač se dogaja stalna zloraba javnega informacijskega servisa, ki bi moral biti zavezan Münchenski deklaraciji, se pravi, da je novinar zavezan eni sami stvari, to je resničnosti njegovega poročanja. Tam so pa pač absolutne manipulacije, ne? In zaradi tega vsega skupaj je pač Slovenija nefunkcionalna. Slovenija je pač nek grdi raček ali pa ne vem kaj znotraj Evropske unije, čisto po pravici, zato ker se pri nas pač nekaj k temu dodaja naša majhnost, ampak tudi ne, kajti pri nas se uveljavljajo isti principi kontrole informacij in kontrole ljudi, kot se uveljavljajo v Srbiji in v Rusiji. Oprostite. Kot se uveljavljajo v avtoritarnih režimih. To skrbi. Ta primer gospoda Črnčeca je dejansko precej sramoten. No. On je bil politik, ne, namestnik obrambnega ministra in je z januarja odletel na SDH za pač svetovalca. Konec decembra, januarja veljalo, no, za 1. januarjem, ja. Za pomočnika šefa uprave, ne. Hkrati so premaknili iz obrambe gospoda Žela za direktorja TS Medije, ki izdaja Siol.net, ki je bil v resnici podrejen najvišji strokovni šef temu istemu Črnčecu. Zdaj, Črnčec preko SDH-ja, SDH je lastnik Telekoma, ki izdaja Siol. In takoj, ko so se zgodile te menjave, so njemu kot lastniku dali kolumno pa politiko, ne, v tem državnem mediju. To kaže, da ni nobene avtonomije tega medija. Ne. Pa oni tudi niso opozorili, vse to bi lahko naredili, ne, urednik bi dal opozorilo, ne, gre za kolumno,
gospoda Črnčeca, ki je politik in formalno dela pri našem lastniku. Ja, pa se to vsi ti ljudje, ki se Črnčeci to ustvarjajo je bilo na fano. normalno, to je bilo Samo če normalno. končam recimo, mi smo homo sapiens je človek, ki ve, se pravi človek, ki ima svoje mnenje, človek, ki razmišlja. Ne? Zdaj pa mene zanima, kakšno je to v smislu te generične definicije človeka, kaj je to s Črnčecem, a je to Črnčec tisti, ki je zraven Janeza Janše, je to Črnčec tisti, ki je zraven Marjana Šarca, je Črnčec tisti, ki je zraven Roberta Goloba, je Črnčec tisti, ki si od Roberta Goloba pot išče nekam. Halo, ti se lahko privatno tako obračaš, v javnosti si pa zavezan neki javni morali, tako kot Pirc Musarjeva, tako kot Čeferin in tako kot Golob. Če ti nastopaš v javnosti in če si celo, bi rekel, pooblaščenec države, da te država pooblasti, da upravljaš določene funkcije, ker vse te 4 je država pooblastila na tak ali drugačen način, potem si zavezan veliko strožjim standardom kot sicer. No, zdaj pa jaz sprašujem gospoda Črnceca, kot sem vprašal gospoda Markeža pa Goloba, kateri gospod Črnčec ste pravi, kateremu gospodu Črnčecu ne verjamem. Pa Marko Crnkoviću vsaj teh problemov nimam, ker približno vem, 30 let ga sledim, kateri je pravi. No, pri Črnčeca pa sprašujem, kateri je pravi. Zakaj to še dodatno opozarjam? Zato, ker imamo medijski zakon, kjer ravno koalicija uzakonja in zavezuje medije, da morajo razkriti konflikte interesov. Morajo, izrecno po zakonu. In ta primer je tipičen primer konflikta interesov, ki bi ga uredništvo, ki ne zaradi zakona, ampak zaradi etičnih razlogov, moralo razkriti, pa ga ni. In tu imamo težavo. Ampak nov zakon še ne velja. Pa to gre direktno za... Peter, nov zakon še ne velja. Ja, ga pa spreminja ta vladna koalicija in gre za državni medij te države, ki ravna v nasprotju z tistim, kar ta ista vlada ravno kar uzakonja. Se strinjam, popolnoma. To je nenavadno. Tu se morajo oni med sabo dogovoriti. Zdaj, že kot oblast, kakšna pravila spoštujejo, kaj šele, ko gre za uredništvo. Ampak tu treba biti tudi fair do uredništva, pa do novega urednika. Oni so popolnoma ponižani. To je pa najhujše. Oni so toliko, kot se pustijo. Sam dovoli, da povem, s čem so ponižani. Ob vsaki najmanjši politični menjavi se odstavi odgovornega urednika. Mene so odstavili, ko so prevzeli oblast, zdaj so odstavili gospoda Šuštaršiča, ker je prišlo do spremembe moči v vladi in je namesto bolj levega, malo bolj svobodnjaški so prišli na vrh. In to kaže, da avtonomije uredništva, če vsakič menja odgovornega urednika in nastavijo svojega, ki mora delati, kar hoče trenutna frakcija na oblasti, in absolutno ni. Se pravi, odstavljeni Šuštaršič, Mihajl Šuštaršič, on je bil kaj bolj lev, pa je malo svobodnjaški, ker ti si večkrat napisal, da ga je instalirala Vesna Vuković. Vesna Vuković, ampak veljal je za zelo levičarskega že na STA-ju. Ker meni zdaj razlagajo, da ni, da pri tej, bom rekel zdaj, ker Golob koncentrira to medijsko moč, da zdaj ni to več samo pomembno, da si ti na levi, kot smo prej rekli pri Šuštaršiču, ampak da je pomembno, da si lojalen Golobu. Ja, predvsem pa najbrž ta urednik ni hotel delati to, kar je nov direktor od njega zahteval, gospod Želj. Pa me da je bil počasen pri teh odločitvah. Jaz sem nazaj gledal, ker sem imel to priložnost, ker sem bil odgovoren urednik, ki je prevzel funkcijo potem, ko je gospod Želj šel, in sem opazil, da so se odločitve pred menoj, ki so normalno uredniške, sprejemali na ravni direktorja. Čakaj, Peter. Sam se moram, da ne pozabim, sam to še se počujem. Pravijo mi, da zdaj Želj v pisarno kliče po enega in dva novinarja in da jim naloča članke, oziroma da jim celo daje že vnaprej napisane članke, ki nastajajo nekje drugje. O tem govorim, da so se uredniške odločitve sprejemale na ravni direktorja, kar se ne sme, kar je kršitev profesionalnih standardov. To je protizakonito, če se to dogaja, to protizakonito. Ti ne moreš tujih stvari objavljati pod svojim imenom ali obratno. Ti lahko rečeš, da je protizakonito, ampak v tistem času odgovornega urednika sploh ni bilo. Gospod je imenoval VD-je, ki jim je dal pogodbe za več let, čeprav bi vedela, bil največ pol leta. Takšno je bilo takrat nezakonito ravnanje, ki ga je pol uprava Telekoma, ko je mene za pravega odgovornega urednika imenovala, razrešila. Zdaj se mi Peter še nekaj pojasnil, ker se mi zdi to pomembno. Se pravi, če je zdaj prišel premik v Siolu, ki ga jaz sploh ne berem, oziroma zato, ker je to vladno trobilo in oziroma ni nobenih kritičnih novinarjev, kar sedaj sledi vsega tega, kar tukaj razlagamo. Ja, mi vse beremo, Boštjan, veš.
Ma ne, se lahko, ne. Jaz se vem, priznam, izvoli, Ja, ne, pa hočem reči to, ker me pa zanima, ne, bom pa zdaj še mogoče res bom pa Črnčeca sledil, ker to me pa zanima, ne. Da ti si rekel, da je zdaj prišlo do spremembe, se pravi, da zdaj je oblast na Siolu, ki je bila prej bolj slišala na levico, zdaj bolj sliši na svobodnjake, se pravi so svobodnjaki, ker meni seveda Hajderja nekako asociiram, pa kljub temu pustimo človeku mir, ki je že 15 let pokojen, ampak se pravi, da je zdaj gospod Črnčec objavlja in oglašuje in te svoje misli pod svobodnjaki. Se pravi, gospod Črnčec postal svobodnjak. V redu. Ampak jaz se tega gospoda Črnčeca spominjam, tako kot zdaj vaju gledam 20. junija 2014. leta, v česar še ni eno desetletje, oziroma je eno desetletje pa eno leto, kako je tam spremil Janeza Janšo v zapor, sem ga videl na svoje lastne oči, sem se z njim rokoval, sem z njim govoril in takrat je bil popolnoma navdušen in gor in dol. Zdaj ga pa sprašujem še enkrat, pa zadnjič v tej oddaji, kateri gospod Črnčec je pa zdaj pravi. Prosim, dajte mi to povedati. No, se upravljajo pomembne vloge, bil je tudi šef obeh obveščevalnih služb, tako da neko znanje gotovo ima, jaz ne govorim o tem. Pa 20. junija 2014 ni imela obveščevalna služba, razen če je bil v funkciji, da je spremljal Janšo v zapor, kakšne obveščevalne službe, kar se pa že vnaprej upravičujem, ker tega pa ne vem, ne? Ampak tam pa, če to vzamem, ni bil v funkciji nobene obveščevalne službe in v nobeni funkciji je bil v funkciji svoje dobre volje. Dobre, zdaj, kaj zadeva Goloba, pa te njegove zasedne posle, zgodilo se je še nekaj v tem času, gremo naprej. GEN-I se za podružnico vrača v Budimpešto. Tam, ki je bil prej GEN-I in ki je imel nekdo domnevno ukradel Golobo ime in priimek. Skratka, GEN-I se vrača na nek način na kraj tega tako enega zločina, to je ena stvar. In pojavile so se govorice, da Robert Golob zasebno kupuje parcelo na Hrvaškem v Savudiji na Crvenem vrhu, tam, kjer sicer zdaj najema neko stanovanje in dopustuje po več mesecev z Tino Gaber, kar bi lahko pomenilo, da se recimo seli počasi na Hrvaško. Ne? Hrvaška je pa zdaj postala zanimiva, ker ima ugodno davčno zakonodajo, ne? Tudi Čeferin ima recimo hišo na Hvaru in podobno, tako da lahko bi to bila nek model poslovni za te naše veljake v prihodnje. Ampak ti si zaenkrat uradne potrditve o tem, da bi pač Golob odhajal na Hrvaško ni, jaz mu poslal vprašanje, seveda spet ni odgovoril, ampak ti si se pa dokopal do nekih novih podatkov, ki bi lahko ciljali na to, da je Golob res tam neki kupil, ne? Zdaj spet s pomočjo bralcev, ki so šli podrobno preverjati v hrvaške registre, ki so v resnici bolj odprti kot naši in je več informacij dostopnih, ne, se je pač pokazalo, da osebno Golob v zadnjem letu tam ni ničesar kupil. Res pa je, da na tem Crvenem vrhu, kjer tam so tudi škandali, ker tudi interna elita kupuje, pa so neke mahinacije, ne, da pa je kupilo podjetje Hrvaško, ki je v lasti dveh slovenskih podjetij, eno prijetno lepo parcelo, kjer je mogoče graditi, ne. Lastnik enega od teh slovenskih podjetij, zakaj to delajo? Ker to je davčno zelo ugodno v resnici. Ne? Če normalen človek kupi, ne, ti kupiš iz zasebnega denarja, prej si plača davke, prispevke že tukaj, ne, in potem tam moraš znova plačati davke na Hrvaškem. Če kupiš preko takega podjetja, ne rabiš nič plačati. In tudi zelo hitro, oni imajo boljše zakonodajo, kot mi, nepremičninsko, zelo hitro, tudi pozneje pri nadaljnih transakcijah ne rabiš plačati. No? Ampak to, kar se je pokazalo, je, da je lastnik enega od teh podjetij, ki je lastnik hrvaškega podjetja, gospod Damjan Belič, ki pa je povezan z gospodom Golobom in to močno. Ne? On je bil predsednik nadzornega sveta SDH-ja in je odstopil v času Mira Cerarja, ne? V času Mira Cerarja in v času, ko je SDH vodila znamenita gospa Glavina. In takoj po njegovem odstopu se je morala posloviti tudi ona in si jo je izjemno hitro njo namreč zaposlil gospod Robert Golob v GEN-I v Italiji. Ne? In ugotovili smo medtem tudi, da je ona medtem dela tudi za neko italijansko banko, da je tam direktorica je postala, ja. In ugotovili smo na Erarju, da ima Star Solar tam odprt račun v tujini. Gospod Golob je vedno govoril, da nima v tujini nobenih računov, zdaj preko Star Solarja tam ima račun. Ne. Tudi sicer tega gospoda Beliča najdemo nenavadno v številnih vlogah. No, tudi jaz sem odkril, zdaj ne jasno, to so spet mi bralci izbrskali, sem zelo hvaležen in za finančno pomoč. Dobre bralce imaš, Madonna. In za to analitiko, ki mi pomagajo, ker vsega jaz na Hrvaškem niti ne bil sposoben brskati. Ne. On je bil imenovan 13.4.23 tudi za stečajnega upravitelja podjetja Simbija.
ne, ki je pač z velikimi dolgovi končalo stečajo, ne, to moramo vedeti, da je to je podjetje, ki je nek vrste predhodnik Star Solarja. Star Solar je prevzel hčerinsko podjetje Symbio, to pa je elektrarna na Ptuju. To je tisti najpomembnejši del Star Solarja, ki prinaša denar. Je še nekaj elektrarn v Mariboru, na nekdanji stavbi TVT-ja, pa ena v Rušah, ampak ta res velika je na Ptuju. Ne. In to je zdaj postal ta z Golobom povezan gospod, ne, stečajni upravitelj. To je zanimivo, razen tega se zdi, da ker tu je ostalo dosti dolgov, tisto, kar je kaj vredno, je pa spretno potegnil ven gospod Golob, pa zapravo njegova soproga je bila najprej lastnica. Ja. Ne. S tem stečajnem postopku so lahko tudi še neke zadrege potencialno, ne, ker so upniki, ki lahko zahtevajo tudi še kak delček od tega Star Solarja, se to zdaj tudi ti, ki mi to preverjajo, tudi še gledamo. Ne. Tu bi lahko imel primer težave, če pa je njegov človek, ki ta stečajni postopek vodi, ne, je to zelo dobro za primer. Skratka, povezava med Golobom, ne, in Damjanom Beličem, ne, de facto obstaja, ne? Na dveh koncih, kot vidimo, ne? Preko SDH-ja, preko Lidije Glavina in preko tega podjetja Symbio. Osebno te povezave, nič takega rekel, ampak če pogledamo tele pač uradne dokumente, evidence, ki so dostopne, pa funkcije, ki jih kdo upravljal, nekdaj je bil v SDH-ju na vrhu in takrat je Glavina bila tudi na Telekomu, tam so nastavili necenzurirane, v GEN-I-ju je dobil sjajno plačo, gospod Golob, kdo pa je lastnik? SDH, ne? Pa GEN, ne? Tako da če to povežemo, to sploh ni težko ugotoviti, no zadaj so pa več obstaja realna možnost, da bo recimo ta parcela, ki jo trenutno obvladuje Damjan Belič preko nekaterih podjetij na Hrvaškem, prišla recimo enkrat kasneje, ko na to več ne bomo pozorni, v roke Roberta Goloba. Ne? Teoretična možnost obstaja. Najbrž niti ne Roberta Goloba, to bi bilo drago. Ne? Lahko, da bo s kako transakcijo Star Solar postal lastnik tega. Hoče več uravnavo dolgov. Jaz bi še svoj piskrček lahko predstavil sem, jaz sem pa svoje, rekel, otroštvo in kasneje tudi predvsem mladosti preživljal na rivi, se pravi točno na tej lokaciji, kjer je ta parcela. Savudrija. Savudriji, seveda, zato, ker smo imeli tam družinski vikend, kot ne vem koliko Slovencov in te ne vem koliko Slovencov vmes je minila ena generacija, jaz seveda še poznam in jaz sem seveda to slišal, vse te zgodbe neposredno o Robert Tinija, ne, tudi o tem, kako se tam sprehajata, kako se sprehajata zelo velikrat in tudi, da se večkrat sprehajata, bi rekel, ker se zelo grdo gledata en drugega. To ljudje povedo, s katerimi sem jaz, bi rekel, ali pa pač, a veste, to je zdaj 50 leti, ne, se pravi, teh mojih spominov in tega, tako da to je zanimivo, ne. Je pa seveda to, recimo, če smem nekoliko zamenjati temo oziroma pokazati na globjo, ne, vse to sprenevedanje, ker tle je en skupni imenovalec, ne, Slovenija pod tako imenovano svobodo in pod tako imenovanimi svobodnjaki, so vase posrkali tudi gospoda Črnčeca, ne, recimo samo en takih primerov, pa seveda gospoda Markeža in pač vse, ne, je doživela eno grozljivo erozijo javne morale in eno grozljivo erozijo tega, bi rekel, javnega zaupanja, ne, in jaz mislim, da bojo prihodne volitve, smo že govorili, ne, pokazale na manjšo udeležbo ljudi, a ne, zato ker del ne bo prišel, ne, ampak ta erozija javnega zaupanja se je začela, prav, če smem to povedati, ne, ob priložnosti zdaj, ker se bližamo 27. aprilu in se bližamo, bi rekel, temu prazniku, ki je eden, bi rekel, najpomembnejših praznikov, a ne, predvsem, da izhaja to iz tega, da se je ta kult, bi rekel, zlorabljanja javnega zaupanja vložen v samo slovensko državo in v praznik, ne, in ko Golob je zmagal, takrat decembra je prišel kot neke take vrste tofsi, ne, tam v neko diskoteko ali nekam kam in rekel, da želi je fašizem, jaz vas bom v svobodo, ne. To 400,000 ljudi se je sprožilo, teklo, fašizem, osvoboditi, gor dol in je dobil ta mandat, ne. Jaz sem se vprašal, kako je to, kaj je to v glavah ljudi, a ne, in te glave ljudi, tistih 400,000 so očitno na nek način pokvečene, a ne. Sem rekel, to je bilo vloženo in to se je zgodilo s tako imenovano Osvobodilno fronto 27. aprilom, ki se nikoli ni zgodil. To sem jaz zdaj dokazal in to recimo Borut Pahor je nas pišel šesa, ker sem o to pravil, ne, da Miha Marinko in glavnih partijskih šefov, bi rekel, pred
osamosvojene Slovenije, a ne, je v svojih spominih napisal, da se 27. april nikoli ni zgodil iz dveh razlogov. To imate v spominih Miha Marinko 71, najdete jih v mestni knjižnici, lahko gre vsak pogled, sicer je pa to v moji knjigi analizirano in citirano Jetniki svobode, da se ni 27. april zgodil iz dveh razlogov. Prvič, ker so bili ta glavni dejavniki oziroma odločevalci v Zagrebu, kjer so predložili Titu in Kardelju predlog, v čemer bi se sploh pogovarjali, ne? In so se v Zagreb vrnili po 1. maju 41. leta, zato ker sta Tito in Kardelj rekla, da ne hodite prej, zato ker so kontrole. Ne? In ustanovili so, kot pravi, če so karkoli ustanovili, pa niso, Osvobodilne fronte ne, to jim je prije potem kasneje v maju, antiimperialistično fronto. Ne? Zakaj pa, da še zaključen zdaj to, bi rekel, ta zadnji stavek, zato ker so bili ti ljudje, komunisti, na strani v ključnem trenutku slovenskega naroda, ko ga Hitler namerava v prvi fazi okupacije uničiti, na njegovi strani po paktu Hitler-Stalin. Čak, zdaj Boštjan pravi, da mi praznujemo 27. aprila nekaj, česar ni bilo. Česar ni nikoli bilo. To prav zgodovinsko. Česar ni nikoli bilo, kar lahko dokažem, in to dokažem ne z Janezom Janšo, ne z Jožetom Dežmanom, ne z ne vem, nekom od teh, ki je pač ima identiteto, Roman Leljak ali pa jaz, ampak z Miho Marinkom in njegovimi uradnimi spomini, kjer to pravi. Naša zgodovina se je pač za potrebe oblasti malo priredilo. Ma pa prav kolega, ko pravi, da takrat ni šlo za nikakršno upor proti nacistom, ker so bili v resnici to zavezniki, zaradi sporazuma še takrat, ta se je začel pozneje, šele takrat, ko je Nemčija napadla Rusijo, takrat je šlo za v bistvu organizacijo, ki je bila proti Angležem, Američanem in pač imperialistom. Pa govorimo o datumu, ne? Ja, in če bi leta 90, ker je dan kasneje je to. No? Ne, pa ni bilo nič. Mislim, če so karkoli se o čemarkoli zmenili, pa pogledajte, so 3 pričevanja, so vsako pričevanje Rusa, pa to je različno od... Miha Marinkov pa pravi, da so imeli namen ustanavljati antiimperialistično fronto. Skratka, ta mentaliteta sprenevedanja, teh laži in tako dalje, seveda je vložena v prostor, ljudje so to navajeni. Ljudje so to navajeni. Tudi z teh sovjetskih slik so posamezni politiki izginjali s časom. Politika se pač ponareja, prilareja. Ampak poslušaj, zdaj Boštjan pa Peter, zdaj recimo Budimpešta, pa ta hrvaška Savudrija, pa ta, bom rekel, domnevna kraja, imena in vse te stvari, zasebno podjetje na Trubarjevi, tam v nekem stanovanju namenjeno turistom in podobno. Direktor GEN-I-ja je Max Helbl, on je mož Barbare Kolenko Helbl, ki je generalna sekretarka vlade. Golob je za direktorico svojega podjetja Star Solar postavil svojo državno sekretarko, ki je dala odpoved oziroma odstopila iz funkcije in naslednji dan je postala direktorica Star Solarja in zdaj menda dela vse pogodbeno za GEN-I, ne? A lahko rečemo mi povsem tem, da je GEN-I neke vrste država v državi, ali kako? Ja, seveda, najmanj to. Najmanj to. Ja, najmanj to, da je to država v državi, drugič pa temeljno, kar se moramo vprašati, kar je v interesu gledalcev, volilcev in volivk, kako je to mogoče? Kako se lahko take stvari dogajajo? In to se vse dogaja v imenu velikih parol. Tako kot je Golob prišel na oblast z drugo zlorabo besede osvoboditev in fašizem, ne? In tako se to zdaj, te zlorabe, kako se to lahko dogaja, kako je to mogoče? Mislim, da gre zaprav za več kot zgolj GEN-I, da bi, če bi rekli samo GEN-I spregledali realno dogajanje. No? Mislim, da gre za neko skupino povezanih oseb, deloma v državnih podjetjih, deloma v paradržavnih v tem krogu, ki je zavladal v državi, je gotovo tudi vrh Gorenja, ki so ga potem kupili Kitajci, ki je prevzel SDH na nek način. Pa gre za cel ta nabor ljudi, ki so bili znani kot Gorenjska naveza prej, ki so že prej obvladovali tudi GEN-I in omogočali pravzaprav to, da je tam bil direktor Golob. Tudi naložili so svoj denar, pa še eni drugi, v podrejene obveznice, da se je razglasil za zasebno podjetje. Tako drži, da ima GEN-I direktno svojimi zaposlenimi velik vpliv tudi v vladi in v parlamentu, so tam ljudje iz tega, ne gre pa zgolj za to, no, gre za več. Vse to kažejo tudi te povezave, da so že veliko prej recimo financirali Cirmana, pa Vukovičevo in Cirmana preko tega, ne, preko Telekoma, ki so ga že prej, preko Glavine, pa Boruta Jamnika, ne, ki je bil takrat šef nadzornega sveta, obvladovali. Gre za to skupino, ki zaprav ima zelo dolgo tradicijo in je bilo ves čas tu, ko gre za
SD blizu. No. Res pa, da je prišlo tudi do nekih notranjih spopadov, predvsem Pahor je tam velike turbulence povzročil. Ne. No, zdaj lahko vidimo, ne vem, koliko natančno spremljata medije, ne, zlasti spletne portale, vidimo tudi, da se dogajata dva neka vala oglaševanja, ta hip, ne, Golob. Zdaj tam točno še ne vem, no, ali je naročnik teh oglasov vlada, ali je naročnik teh oglasov Gibanje Svoboda, pa Golob se zdaj zelo veliko pojavlja v smislu neke bomo rekel, samo promocije, ne, on osebno, in hkrati vidimo zelo veliko oglasov podjetja GEN-I, ne. Ampak to na točno izbranih medijih. Ne. To verjetno ni naključje, da poteka hkrati. To je edino, kar Golob zna, oziroma edino, v kar je pač vsaj mene prepričal, je to, da obvlada tehniko samopromocije. Recimo, on nastopa stališča, kot da je nezmotljiv, on nastopa stališča, kot da je hkrati francoski kralj Ludvik XVI in Napoleon v eni osebi. Vse njegove izjave so, recimo, mi bomo, mi znamo, mi vemo, so afirmativne, ampak potem, recimo, če to pogledaš, to zgleda tako kot en ogromen spomenik, ne, iz velikosti te in te, ne, ampak če pogledaš zadaj, ni ničesar in če pogledaš, če se začneš s tem ukvarjati, s to Golobovo projekcijo samopodobe v slovenski javni prostor, potem vidiš, da ena stvar ne drži, da je to zgrajeno, bi rekel, laž, ki je hlaži, z lažjo k laži. In tudi ta funkcija, bi rekel, Robertine, tako kot je Ljuš Pertinač to odlično pogruntal, se pravi, da si najde neko princeso, tako, da se najde neko spremljevalko, da jim tako, ne, in da to spremljevalko kaže vse okrog, pa Macronu, pa ne vem kaj, ne. To je v funkciji tega, to je v funkciji ustvarjanja falzifikata, nečesa, kar ne bi bilo Robert Golob, pa to ni. In to se je začelo točno tam s tistim intervjujem na N1, ko je govoril, da je nek Robert Golob v Bukarešti odprl nek transakcijski račun, v katerem Robert Golob, ki vam zdaj govori v kamero, ne ve ničesar. In vse, kar doživljamo, je repriza iste zgodbe. Ampak on je vedno prepričan. On bo vedno trdil. Če bo stal pred Jadranskim morjem, bo trdil, ne, tole je pa Bajkalsko. Ja, poslušajte, samo mene vi poslušajte. Jaz bi rekel, da se primer, niti ne tako presenetljivo, ujel v neko nevarno pas, ne, in drvi v velike težave. Jaz sem ga opazoval, ko je nedavno na obeh največjih televizijah nastopil izrecno kot premier, predsednik vlade. In je tam šel v kampanjo, ker je ljudi pozval, da morajo bojkotirati referendum. Ne, in tudi zdaj berem v medijih, ne, v Delu sem nazadnje bral, ko se je uradno začela kampanja, da ima vlada nek namen sodelovati v tej kampanji, pa Ministrstvo za kulturo, Asta Vrečko tudi namen sodelovati v tej kampanji. Ne. Jaz bi tu spomnil na to, da sem v času, ko je bil referendum od 2 TDK in je vlada Mira Cerarja se odločila, da gre v kampanjo in iz državnih rezerv, zato tudi si namenila 99 000 evrov. Ne sem opozoril, da je to vlada ne sme, ne, da je to goljufanje. Ne, in potem to prišlo do sodišč, ne. In sta vrhovno in ustavno sodišče temu pritrdila in je ustavno sodišče razveljavilo vladi možnost, da si nameni denar, da bi lahko sodelovala v kampanji, in sodišče je tudi razveljavilo celoten referendum 2 TDK in ga je morala država ponoviti. Tedanji premier Miro Cerar, ki je naredil to neumnost, ne, kot je zdaj delal Golob, je pa zaradi tega odstopil. Ker je pač sodišče odločilo, da je njegova vlada goljufala v kampanji, ker vlada, ko gre za zakon, ki je stvar strank v parlamentu, vlada je izvrševalec zakonov, ne more nastopati kot akter, ker ona zastopa vse ljudi, ne pa zgolj tistih strank, ki zdaj vladnih, ki nekaj skušajo v parlamentu narediti. Ampak kako bo zdaj Peter vlada sodelovala v tej referendumski kampanji? Vlada ne sme sodelovati v referendumski kampanji. Če pa itak Golob poziva k temu, da bi se naj se referendum bojkotiral. Tu je gospod Golob zlorabo oblast za interese svoje politične stranke. Njegova stranka ima pravico poskusiti spremeniti ureditev, da bi vlada potem morala deliti ta denar umetnikom. Ampak dokler to ne velja, to ni zakon. In lahko on zgolj kot akter v kampanji za svojo stranko propagira, da bi ljudje izglasovali to odločitev in da bi to morali delati. Nikakor pa to ne sme delati kot šef vlade, ker to, kar se šele sprejema, ni zakon.
in on zlorablja oblast. Ne? To Ja, je pa ne, pa skratka saj on- zgodba saj on- ustavnega sodišča. Če on pride na televizijo, ne vem, na Odmevek, Uroš Slako na 24 ur in kot tam je spodaj piše Robert Golob, predsednik vlade in pozove k bojkotu referenduma, to pomeni, kaj zloraba oblasti. Mislim, da je v tem primeru absolutno ravnal Seveda, v ker nasprotju ker z tudi temi jasnimi Zato, ker- odločbami sodišč, da tega vlada ne sme početi, ker vlada za vse, ne zgolj Ne za... samo, da je to neokusno politično, ampak je... ne, Ne, jaz mislim, zato, da ker je je- to zato, ker je- protipravno nezakonito. uredu. Ker je Aha, on izvoli. na ta, bi rekel, na nek izredno krčevit, to ima Peter prav, na nek izredno krčevit, nek izredno sunkovit in na nek izredno intenziven način sodeluje v tej kampanji, kajti bojkotirati je seveda zauzemati stališče v tem. Ne? To je pač bojkotirati, je zauzemati stališče, ki se ga tudi, bi rekel, da popolnoma racionalno razložiti. Namreč se ga da razložiti na ta način, da za referendum mislim, da je 360 tisoč glasov potrebnih, a ne? In če ti praviš referendum bojkotirati, to pomeni, da poskušaš na vsak način vplivati na to, da referendum ne doseže tistega kvoruma, ki je nujen za to, da referendum sploh obstane. Vkolikor bi rekel, bi jaz ocenjeval, da je to izredno napačno določeno. Dobro, vemo, poznamo politično genezo, kako je to leta 2013 oziroma 2012 nastalo, ta popravek ustave, ne, ampak da je to zelo napačno določeno, da se pravi, mi imamo 2 milijona Slovencev, a ne, in to potem pomeni več kot 10%, se pravi, to je skoraj smo blizu že 20% oziroma 16-17% udeležbe celotnega, ne volilnega telesa, ampak celotnega korpusa slovenstva, ne, kar je to meja postavljena neracionalno visoko. To je tako, kot če bi... Marko, glej, jaz ne govorim o tem, da on ne bi imel Pusti me končati. In tu recimo, tu zdaj so oni očitno izračunali s pomočjo nekih PR agencij, karkoli, da se jim ne splača biti za ta zakon, ampak da se jim bolj splača, bi rekel, prijeti skozi stranska vrata, potiskati in prodirati, in ta stranska vrata so pa to, da se ne doseže kvoruma. Ampak kljub temu, jaz mislim, da kvorum bo dosežen, zato ker to, kar je Svoboda naredila iz države, je katastrofa in prvič se te negativne posledice čutijo na vseh državljanih, tako rekoč ga ni, ki bi ne bil žrtev te Golobove vlade tako ali drugače, od pacientov, zdravnikov in tako naprej. Izvoli, ja. Glej, jaz ne oporekam temu, da on sme skupaj z Asto Vrečko kot predsednik Svobode, ona pa kot predsednica Levice pozivati bojkotu ali pa v kampanji zastopa takšna ali drugačna stališča. Vso pravico imajo do tega. Problem je v tem, da tega pa ne smejo početi po odločitvah sodišč, kot predstavniki vlade. Ne smejo v imenu vlade govoriti. Kako pa naj to ločijo? Pa to počnejo. Pa se gre še za več kot zgolj to, kar opozarja. Jaz sem v neki komunikaciji v preteklosti, ko sem Ministrstvo za kulturo prosil za podatke o tem, kdo in kakšne pokojnine so pa dobili, opazil, da v javnosti sistematično prikrivajo podatke in skušajo pač zganjati z posredovanjem podatkov, ker so govorili, da je vse praktično pokojnine dodelil Janša in to, da s tem delajo kampanjo kot vlada. Oni nepošteno obveščajo javnost s povsem lažnivimi podatki, ker so vnaprej predvideli, kakšni bojo učinki na javno mnenje. Glejte, takšno ravnanje je tehten razlog, da se bo tudi ta referendum razveljavil na sodišču. Pod tem ustavnim sodiščem Ustavno sodišče je enkrat o tem vprašanju, da se vlade ne sme zlorabljati za kampanjo strankarsko, že odločilo. In tukaj smo priča temu, da vlado zlorabljajo za strankarske namene. A bojo pred volitvami v imenu vlade pozivali, da je treba voliti Svobodo? Pa SD, pa Levica. Takrat je bilo ustavno sodišče še ustavno sodišče. Ne v imenu vlade. Takrat je bilo ustavno sodišče še ustavno sodišče, zdaj je pa ustavno sodišče pod Čeferinom postalo politična institucija oziroma politična stranka oziroma ideološko politična združba, za katero se natančno da predvideti, kako bo v ideološko občutljivih stvareh glasovala, kajti vedno je tako glasovala. In oni bojo naredili, to je največja nevarnost, tudi če se ta zakon na referendumu zavrne, če ljudje
ljudje pridejo na referendum in rečejo, dovolj je bilo te vlade, a ne, bojo, ker to je pač sporočilo, ki ga pač vsak racionalno misleč človek pričakuje, da bo ljudje rekli, da bojo to uporabili kot vzvod za to, da povedo dovolj, a ne, potem bo Ustavno sodišče šlo na to, kar si ti rekel, in bo pač poskušalo to razveljaviti, zato ker to je politična institucija, to ni več Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je samo to, kar se je zgodilo, je samo pika na i temu, da smo mi Slovenci izgubili še zadnjo neodvisno institucijo, kakršna je bila 10 let nazaj in kakršna je odločila v zvezi z drugim tirom, tako kot se ti to povedal. Boštjan, pa Peter, ali je to tudi zloraba, recimo zdaj, to, kar je zdaj pač prišlo te dni na dan, pa ven, da ljudje iz kabineta Roberta Goloba kličejo določena društva, pa inštitucije humanitarne, pa športike, pa tako dalje in najavljajo Goloba in Tino Gaber na obiske, ne? In potem Golob, in tam pač ljudje na to pristanejo, ker pač eni tudi ne upajo več, ne, logično, če te nekdo pokliče iz vlade. Potem Robert Golob in Tina Gaber prideta tja, se slikata z njim in potem to objavite na socialnih omrežjih. V skladu z nekimi svojimi samohvalami. To je klasična zloraba, preprosto iz tega mehanizma, ker Golob je skupaj z Levico ustvaril, mi smo o tem ogromnokrat govorili v tej oddaji, pa tudi prej, vzračje strahu. Ljudje se bojijo, kajti točno 90% tistih pravijo, ja, seveda naj se pride slikati, ne, ker se to pomeni se slikati, sploh ne zanima to društvo ali karkoli, to pove iz naslednjega refleksa. Če bom rekel ne, potem bodo sankcije in bodo sankcije. Zato, ker mi smo videli, da Golob, ko je treba, pa se je Peter, se je tvoj primer, ti si bil profesionalen, v redu, odličen urednik, novinar z zelo dolgim stažem v slovenskem novinarstvu in so te politično zamenjali. Je pa se vemo, kaj se dogaja. Se tudi Računsko sodišče kaznovali, ne, zaradi zgodbe o aferi Litijska. Hočem reči, oni pač zlorabljajo, oni oblast zlorabljajo za to, da obračunavajo s tistimi, ki ti niso te oblasti oziroma njim po vodu. To je pa tipičen avtoritaren sistem. V to smo se mi spremenili. Jaz mislim, da to na tak način poskušajo tudi drugi vplivati. Tudi zdaj, ko gledamo ZDA, kaj se dogaja. Ne pa nerodno, če se razveje. Ne? In to, da so prišli ven, ne? Je zelo nerodno za vlado in jim to akcijo, s katero so poskušali pridobiti točke, predvsej izvodeni ali pa celo so učinki obratni. Ne? Tu je težava. Mislim pa, da ni nezakonito to, kar ja, nezakonito, verjetno kot v primeru, ki sem ga prej omenil. Zloraba položaja, ne, mislim, halo. No, mislim, najmanj, kar je neukusno, vse tega moralnega vidika, ne. Veš, mislim, Američani so na Grenlandiji tudi skušali pridobiti domačine, da bi bili prijazni do kdo pa je prvi, tam nekdo iz kabineta pokliče neko humanitarno organizacijo in kaj bodo oni rekli, ne sme priti predsednik vlade. Kdo pa je prvi zadolžen v državi za varuha, za to, da varuje javno moralo? Vlada Republike Slovenije. Pa recimo predsednica Republike. Predsednica Republike Slovenije. Predsednica parlamenta, ne? Predsednica parlamenta, to so prve institucije, ki so zadolžene za varovanje javne morale. In ne mi reči, da je to, da ti kličeš in da točno veš, da se bo on ustrašil, a ne, joj, kaj pa bo, če bom rekel ne, ker to je pač zelo običajen refleks, a ne, je to, da to delaš, da to zlorabljaš. Vse pri dosti teh organizacij tudi ne rabijo, ne vem, kaj pritiskati pa klicati, ker so tako nastavili vodstvo, financirajo jih vlada, tako da tu je treba biti realistno. Mimo grede, Boj Zulen je končno priznal, ne, da sta z Urško Klakočar Zupančič poslovna sodelavca in intimna partnerja. Ne. No, ampak to je priznal on, tega ni priznala ona. Ja. Za to gre. Kdo pa je, še enkrat pravim, kdo pa je varuh javne, kdo pa je poklican za to, da je varuh javne morale v državi. Ampak tukaj smo zelo blizu tej zlorabi. Ja. Če bom rekel, da je to poslovnih in zasebnih razmerij, kot ugotavljamo to pri Golobu. Ja, predvsem lahko vidimo spet, da imamo medije, ki so v veliki meri zgolj transmisija oblasti. Ja. Ta zgodba je tisti trenutek, ko je hčerka od Zuljana pač objavila tisto objavo o tem, da oče vara mamo z predsednico državnega zbora je pač postala dejstvo in tam bi normalni mediji preverili in zahtevali odgovore od predsednice državnega zbora. V resnici do danes od nje nismo dobili poštenih odgovorov, ampak zgolj izmikanja, za Zuljan nekaj povedal, probajo pa zdaj to rešiti. Ne. Vse to se zgodi v življenju in to ni nek kriminal samo po sebi, je pa zelo nenavaden ta vtis, da novinarji ne vprašajo, ne pa veliki mediji. Tle sta dve stvari, novinarji ne vprašajo, če pa že ne celo to po tistem pismu njene hčerke, sem bral na necenzuriranem, so pisali, da še vedno, da nič ni res. No, zdaj je Zuljan sam priznal in stvari tukaj v tem, ker gre tukaj tudi za zlorabo javnega denarja. Ona mu je očitno zaitala posel
na stranki Gibanje Svoboda, zato da je on jo spremlja in da sta skupaj po teh službenih obiskih. Cel svet se je četrt stoletja nazaj tresel v temeljih, ker je neka pripravnica Monika Levinski prišla v ovalno sobo. Zdaj, kaj je tam delala, smo poslušali to, se je cel svet tresel, ne? Tu pa so veliko hujše stvari, tu je pa hčerka, tu so pa na tem poslu, ki ga zdaj dela, je pripravnik. Tam je bil problem, da je šef pač podrejeno nekaj, ne? To pa je narodno, ne? Še posebej za predsednika države. Tukaj je možno, da je pogojevala za tem, ne? Intimno odnos za tem, da mu je zaitala pač pogodbo za Gibanje Svoboda. Vse je mogoče. Zdaj ugibamo. Ugibamo, ampak recimo, da je to možno. Ja. Je pa res, da normalno za novinarje, da prvo skušajo fair predstaviti javnosti probleme, ne pa da se prikazujejo kot, kako bi rekel, neke PR ali pa advokatske agencije za delanje lepe podobe politikov. Bomo videli, kaj bo za ta intervju večer prinesel. Zato, ker so v koaliciji z vlado. Ne? To je pač žalostno spoznanje. Peter, zdaj medijski zakon je zdaj očitno tik pred sprejetjem, zdaj mesec dni ga ni bilo v obravnavi, ne? To, kot sem zadnjič povedal, zdaj pa očitno prihaja v državni zbor na sprejetje. To prejšnjič, ko smo videli, sem opozoril, da so začasno umaknili, ampak da denar... Kaj je šlo ven, Peter, in kaj ostaja? Oziroma, ostaja takšen, kot je bil prej? Ključna stvar, to je denar, ki ga pričakujejo propadajoči tajkuni, pa propadajoči tisk, ne, da bojo bolj konkurenčni proti drugim, ki nimajo takih težav, je ostal. In ostalo je vse tisto, kar smo v medijih in kar je zakonodajno-pravna služba ocenila kot dramatično kršitev svobode govora in tiska, kot nedopustno ravnanje. Ne. Recimo to, da zakon spreminja medije, ki imajo osnovno vlogo v tem, da po resnici in pošteno javnost obveščajo dogajanje, v neke varuhe proti nestrpnostjo in sovraštvom in, kako bi rekel, ne, prevzemajo vlogo mirovnih inštitutov. In to, ne, ostalo je ne zgolj ta zaveza, ki je tudi v preteklosti deloma bila vsebovana zakon, ampak so ostale tudi kazenske sankcije, če bojo ravnali v nasprotju z to najnovejšo vlogo, ki so jo dobili, torej da ne obveščajo več pošteno javnosti, ne, ampak da morajo predvsem paziti, da se ne širi nestrpnost, sovraštvo do različnih skupin. Zdaj, jaz bi upozoril v svoji karieri... Zakaj potem je bil ta enomesečni umik, če zdaj zakon ostaja praktično enak? Zaradi 50 strani ugovorov zakonodajno-pravne službe, ki jih sploh niso mogli prebrati, ki vsak člen so skoraj scefrali. In ker so notri tudi verjetno v koaliciji neki pomisleki, predvsem, ker ta zakon bo imel zelo neprijetne posledice v resnici, tudi za njih same, ker je pa jaz mislim, da nepremišljen še v mnogih drugih določbah, ne zgolj teh, ki jih mi omenjamo. Za koalicijo? Jaz mislim, da tudi za stranke vladne koalicije in te tajkune same. Zakaj? Tu so pač neke določbe, da moraš prvič glede tega koncentracije, ne? Ja, to sem videl. Ni čisto jasno, kdo bo zdaj to imel v rokah in skušajo imeti in Levica in Svoboda in še kdo, ne, drugič glede razkrivanja financiranja, ne. Sicer ne vem, koliko se bo to uveljavilo, ne, ampak tega si jaz mislim, da vladna koalicija nikakor ne želi. Zato, ker je postalo jasno, da oni ogromno plačujejo svoje medije, drugi pa skoraj nič. Točno obratno od tega, kar trdijo. Če se bo zakon, teoretično reče, če se bo zakon dosledno uveljavljal, je to lahko škodljivo za sedanje oblasti. Določbe so zelo raznolike, neke od teh določb prizadenejo tudi vladne stranke, ne zgolj svobodo tiskov pa govora, ne bojo udarili zgolj po medijih. Jaz mislim, da nesporno bojo. Ne. Ta zakon je v tem delu, ne, ko spreminja vlogo medijev v neke politične aktiviste, ne, to pa je dejansko hud škandal. No, da bi ljudje lažje razumeli. Zdaj so dramatično nagradili nekaj, kar so nekoč že poskušali. Jaz sem nekoč bil novinar dela, ne, smo imeli en velik val migracij, ki je šel preko Slovenije. Ne, tisto je bilo res strašno, ne, velikansko število ljudi. In nenadoma sem jaz opazil, da so mojih teksti, kjer poročamo o tem dogajanju, ne, začeli besedo v članku migrant spreminjati v prebežnik. Lektorji. Jaz sem imel, da lektorji. Jaz pa sem šel vprašati in sem gotovil, da bi ne bili lektorji. Ne. Sem se potem znorel, ne, in nekaj časa trajalo, smo se kregali, sem šel tudi bil sem predtem odgovorni urednik, do odgovornega urednika, ne, da je pa to narobe, ker označuje drugo stvar, ne. Bolj so počasoma popustili, ampak dejansko so te nevladne organizacije, ne, z neko mirovniško logiko, ne, dosegle, da je se medij poklonil in je spreminjal terminologijo v korist nekih vladnih strank in njihovih politik. Ki so pa katastrofalne. In tu imamo isti problem, imamo dosti teh mirovnikov, ki zdaj govorijo, ne, da se ne sme kaj dosti sporočati o tem, da je Rusija napadla Ukrajino, ker je to širjenje nestrpnosti proti Rusiji.
Pazite, Če bomo zdaj po tem zakonu spet tega zakona to je stvar napisali, interpretacije. Ne? Zdaj, če je na vladi neka levica, ne, kot je trenutno, se bo drugače poročalo nenadoma po teh določbah v Ukrajini ali pa še bolj o Palestini, ne? Pa o Gazi. Ne? Tu bojo pa ti vladajoči rekli, da tu je genocid in se ne sme nič omenjati druge plati medalje, ne? Je pa da res, pa tudi teroristi iz Gaze niso tako žalostno nedolžni. dejstvo pa je to, da seveda se bolj pristransko v korist Gaze, kot se zdaj poroča, sploh ne bo dal poročati, zato ker v korist Gaze se itak poroča, vsa dejstva se kršijo, vse racionalna pamet tukaj odpoveduje, pa seveda to še dodaten signal tega, da pri nas v Sloveniji, mislim, doživljamo s to svobodo res neko totalno zanikanje te temeljne ideje svobode, in če se pač ozrem nazaj, ne osvoboditve, pa osvobodilne fronte, da vse to skupaj ena ogromna laž. In zdaj samo vprašanje, vkolikor taki, bi rekel, nasilni zakoni, ki so pač nasilni do človekovega mišljenja, do človekovega razmišljanja, do komunikacije med ljudmi, ki mora biti odprta, tako kot se ti razlagal, migrant je pač čist drugače semantično opredeljeno kot prebežnik, in ti ljudje niso prebežniki, ker ne bežijo pred ničemer. Prebežnik je tisti, ki beži pred nečem, najverjetneje pred neko vojno, teh vojen ni, oziroma pač so bile, pa jih zdaj ni več, in mislim, to, kar je pač uničevanje Evrope, to se dogaja samo pri nas, in uničevanje, seveda s tem pospešeno uničevanje Slovenije, poniževanje ljudi, da niso sami sposobni oceniti, da ni novinar sam sposoben, tisti, ki komunicira na družbenem omrežju, ni sam sposoben oceniti, ali nekaj prizadeva nekoga, ali ga ne prizadeva, da je to neka cenzura, ki pač cenzura je pač pojem avtoritarnega sistema, vse to je žalostno, ampak dobro v tem, da jaz upam, da bojo ljudje to videli, da jim ta oblast govori, da ta oblast dela nasprotno od tega, kar govori, in da je vse skupaj, tako kot začenši s 27. aprilom, ena sama ogromna laž. No, pa ne zadeva niti samo medijev, tu je treba biti previden. Ta zakon širi te zahteve, da moraš biti nek aktivist proti nestrpnosti in za mir, tudi ne samo na vplivnike, na spletnih omrežjih, ampak celo na vse ljudi. Tudi za odzive, pod članki je zapisano, da jih mora urednik takoj odstraniti v enem dnevu, če to od njega zahtevajo, če širijo nestrpnost in to. In tu sploh ni nobenih varovalk. To sploh ne moreš definirati. Kaj je to širjenje nestrpnosti? Kdo pa to ukaže? Zakon pač določa kazen, če tega ne umakneš v enem dnevu. Jaz mislim, da bo to inšpektorat, nek inšpektor, medijski inšpektor, Ministrstvo za kulturo zahteval. In zdaj, jaz kot urednik, avtonomno, to je drugo, kot urednik ti lahko neke odzive bralcev, a pa tudi neko ravnanje novinarjev umakneš, če imaš za to tehna razlog. Moraš to utemeljiti. Tile zdaj zahtevajo v enem dnevu umik, ne da bi jaz kot urednik sploh lahko presojo opravo, pa ljudem pošteno pojasnil, zakaj. To je še komunizmu ni bilo. Kje, da ni nobenih varovalk? Kje je največja napaka? Največja napaka je ta, da ti kot nestrpnost lahko definiraš karkoli, ker to je čist nedefiniran pojem. Kako boš ravnal, recimo nek Rom poškoduje nekaj, oziroma še enkrat grem nazaj, recimo, kako boš povedal to, da če Rom prejema socialne prejemke, in potem 98 se vozi pod vplivom alkohola v avtomobilu, ki ni registriran, ki ima tuje registrske tablice, 98 ga policija dobi in mu napiše 98 odločbo o kazni, ne bo nobenih sankcij. Zdaj, ko boš to povedal, da je treba pač nekaj narediti, da je treba pač zakon spremeniti v tem smislu, da sprejemniki socialne pomoči niso upravičeni do, bi rekel, se pravi, do imunitete pred tako imenovanimi prekrški oziroma kaznivimi dejanji, bo to nestrpnost. Vse bo nestrpnost. Če boš enkrat prišel v črni obleki, bo nestrpnost, ker si agresiven, črnuh in desničar. Halo? Pa visoke kazni ostajajo, Ja. In dejstvo, da se ti pa jaz, ki imava majhne portale, nimava dobenih zaposlenih, ne morava več pojavljati, oziroma ne bova dobila dobenih subvencij, donacij, se strani države. Tisti res ubogi novinarji, ki ves čas gubljajo zdaj službe v Delu, Dnevniku, na Večeru, ki nimajo druge možnosti, kot da naredijo, če ne morejo dobiti službe ravno pri politiki, nek svoj mali medij, teh država ne bo podoče podpirala, da bi se rešili z nekimi svojimi projekti. Imajo znanje, imajo izkušnje, imajo vedenje. Bodo v bistvu finančno
lastnike, ki mečejo novinarje na cesto. Ne? Točno to. Zakon je namenjen temu, da tistemu, ki je propadel na trgu, daš denar in onemogočiš tistega, ki gre ven, da ta ne bi konkuriral. In podpirala bo tiste novinarje, ki so in tiste hiše in tiste lastnike, ki so v koaliciji z vlado. Vlada to sprejema. Jaz mislim, da Bojana, pa tudi mene, to niti ne prizadene, mi zdaj na trgu celo že preživimo. Ne? Res pa je, ne, da seveda s tem drugim izboljšujejo na trgu dramatično pozicijo, ker oni bojo pa privilegirani in bojo proti tem malim medijem, ki so v zasebni lasti slovenskih novinarjem, ne privilegirani neki velikanski mediji iz preteklosti davni, ki so bili vedno privilegirani in celo deloma tisti, ki so v tuji lasti. To mi je pa popolnoma in tisti mediji, ki jim radikalno najbolj pada naklada, ki zaradi svojega obnašanja vsakim dnem manj zanimivi za bralce, ki zaradi svojega avtoritarnega refleksa ne zbujajo več interesa potem, da bi jih ljudje kupovali. Tiste medije, ki so najbolj v koaliciji z vlado, tiste medije ta zakon najbolj podpira. Se pravi, vlada podpira tistega, ki jo kot mačka gladi pod lakje. Lepo vas prosim, in to na medijskem področju. Peter, zdaj imamo počasi končati, pa vseeno moram pa vsem pripomniti, sem se zadnjič prav smejal, ker si objavil razloge, zakaj so ti odtegnili denar na medijskem razpisu. Ne? Rekli so ti, da si premalo avtonomen, ne? Čeprav si v bistvu sam lastnik in urednik in avtor tega medija in da si premalo prisoten na spletu, čeprav vodiš medij, ki je na spletu, že sam po sebi. Samo na spletu, ja, in ima izjemen odziv na spletu. Glede, to je pač, to bi rekel, te ocene pa te odločitve so lepo ogledalo naše vlade. Ampak ti si tudi utemeljeval, da si v bistvu primer avtonomnosti, ne? Če si sam lastnik, direktor, ja, pa to je norčevanje, urednik in še avtor, ne, članka, oni ti s tem prvič odtegnejo pomoč, ki jo potrebuješ ali pa ne potrebuješ, ne vem, ne? Ampak drugič ti tudi povedo, da se s tebe norčuje. To je dobesedno norčevanje. Ne? Na dejanski ravni pa smo hkrati lahko spremljali, ko so zamenjali direktorja urednika Siola in tam je takoj dobil kolumno gospod Črnčec iz vlade. Ja. To je pa ta avtonomija, o kateri oni govorijo. Ne, in ti so pa pravi in primerni, to so avtonomni. Vse ima v svobodi nasproten pomen od tega, kar oni govorijo. Če bo ljudje to razumeli, je Slovenija na vse ima drugačen pomen, nasproten pomen od tega, kar oni govorijo. Če bo ljudje to razumeli na naslednjih volitvah, ima Slovenija eno novo razvojno šanso. Dobro, Peter, Boštjan, najlepša hvala za vajne komentarje. Zdaj Peter še posebej, ker je prinesel neke nove dokumentacije, smo nekaj še novega izvedeli. Da je gledalke, spoštovani gledalci, to je današnja ura resnice. Do naslednjič, kar bo zelo kmalu, pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.